so rekli lahko Švaganu, ki zapira rudnik v 90 letih. Potem so rekli lahko Švaganu, ker je imel ob sebi danes žal je pokojnega 10 let dr. Janeza Drnovška. No, danes pa rečejo lahko Švaganu, ker ima takšne ljudi v občini in vedno pravim s ponosnim besedam. Res, če imaš takšne ljudi, je lahko lepo voditi najboljšo občino v Sloveniji in tudi širše v evropskem prostoru. Skratka, presek zadnjega leta od občinskega praznika do občinskega praznika. Ja, vsekakor mi je najbolj ponos, da je število prebivalcev stabilno oziroma se povečuje, da smo občina, ki ima v 7 delov največje število prebivalcev, da je brezposelnost močno upadla. Če smo v začetku mandata govorili okrog 1200 brezposelnih, jih je danes še nekaj več kot 500. No, na področju investicij pa vsekakor je največje, rekel zame, pomembno odločitev bila, ki je sprejeta na občinskem svetu, odkup upravne stavbe SVEE. Že večkrat poudarjam, če ne bi prišlo do tega nakupa strani občine, bi danes govorili kakšni drugi neprijetni temi v naši občini. Torej, načrti občine Zagorje. Zagorje smo postavili z svojimi uspehi, no sedaj tudi z uspehom Primoža Rogliča na svetovni zemljevid, ker je naš ponosni simbol teh generacij, tako iz padca narediti vzpon. Tukaj je kolesarska steza, ki jo bomo mogoče poimenovali po Primožu Rogliču, če bo njegovo soglasje. Zagorje praznuje, župan, kot smo vas vajeni, vedno date, bom rekla, specifične, posebne čestitke, bo tudi letos tako? Vsekakor Zagorje praznuje v teh vročih dneh optimistično in samo lahko rečem hvala mojim občankam in občanom, vsem tistim, ki prihajajo v Zagorje, da mi vsak dan dajo pozitivno energijo in lahko drugim teh 100 dni, da bo Zagorje še bolj prepoznavno do konca mandata, kot je danes. Predvsem pa kritiko, ki jo dobimo ali od občanov ali od medijev, za nas pozitivno reče. Rečeva, Zagorje srečno. Srečno, Zagorje.